Predsednik, videli smo, kaj se je zgodilo v Ukrajini. Ali lahko vojna pride tudi v Slovenijo? Se lahko zgodi tretja svetovna vojna? Se moramo pripraviti? Zdaj, iz zgodovine smo se naučili, da moraš biti vedno pripravljen. Vendar pa delamo vse za to, da vojna ne bi prišla v Slovenijo in ne bo prišla v Slovenijo. Danes ni več leto 1991, takrat smo bili sami. Ampak kljub temu, da smo bili sami, smo se sami tudi ubranili. To, kar se zdaj dogaja, je deloma podobno tistim časom, velika razlika pa je, da danes nismo več sami. Danes smo v Evropski uniji, smo v zvezi NATO in neka zavest, da se lahko neki časi, za katere smo mislili, da so že zdavnaj mimo, kljub vsemu lahko vrnejo tudi v Evropo in da je treba biti pripravljen in čuječ in resno imati tudi obrambne priprave. Ta zavest je danes bistveno višja, kot je bila kadarkoli po padcu železne zavese, berlinskega zidu. In Slovenija se trudi ne samo znotraj nacionalnih okvirov, ampak tudi znotraj evropskih okvirov in znotraj NATO, da iz te zavesti, iz teh besed tudi meso postane, da se okrepi obrambna moč NATO, še posebej vzhodnega krila NATO. In na ta način ta nevarnost ostane daleč od naših meja. Torej delamo vse na tem, tako v nacionalnem okviru, kjer krepimo slovensko vojsko in nasploh slovenski obrambni sistem, kot tudi v mednarodnem okviru, da bi bila Slovenija varna. Ključna skrb slovenske vlade je vendarle varnost Slovenije.